Pri domu v Kamniški Bistrici je tudi letos potekala tradicionalna občinska prireditev o 1. maju, prazniku dela. Odprite dušo človeku in zvezdi, ki v plašč njegov skrita roma skozi noč. Odkrite to zvezdo čez cesto gredoč človeku, ki v plašču od blata oškropljenem nosi bodočnost in božje poslanstvo. Slovesnost je pričela mestna godba Kamnik s koračnico. Mestna godba Kamnik že od 3:30 zjutraj budijo Kamnik in okoliške vasi. Prosim en velik in lep pozdrav, en aplavz. Sledila je delovska himna Internacionala. Nato pa je zbrane najprej pozdravil kamniški župan Marjan Šarec. Zbrali smo se danes tukaj v Kamniški Bistrici na tradicionalnem srečanju ob prazniku dela 1. maju. Danes je situacija nekoliko težja, kot je bila pred recimo 30 leti, pred 20 leti, morda celo pred 10 leti, ali pa tudi šele 5 let nazaj. Slišimo marsikaj. Slišimo, da je praznik dela 1. maj izgubil svoj pomen. Slišimo, da ni več česa praznovati, da ni več vrednot, za katere bi se borili ali za katere bi bili celo pripravljeni umirati, kot v preteklosti. Osebno menim, da je še vedno razlog za praznovanje. Kajti, ko so se 1. maja pred tolikimi leti v Chicagu začele demonstracije, ko so se delavci začeli boriti za 8-urni delavnik, takrat so prvič pokazali, da ima vsak človek, pa naj bo delavec, naj bo delodajalec, naj bo kdor si bodi, svoje pravice in svoje dolžnosti. Tisti, ki dela, mora vedno dobiti častno plačilo za svoje delo. Zato so se borili takrat in zato bi se morali boriti še danes. Vendar vemo, da je tudi danes tako, da je 8-urni delavnik tudi marsikje podaljšan, tudi na 12 ur, pa tudi na več. Nekateri pa dela nimajo, ga tudi težko najdejo ali pa delajo tudi v težkih pogojih. Govor je končal z besedami. Želim vam lep današnji dan, lepo praznovanje, pa naj vas ne prevevajo danes črne misli, ampak optimistično zrimo naprej, kajti vendarle smo se znali vedno obdržati. Letos praznujemo 20-letnico samostojne države in kljub vsemu ni vse tako črno, lahko smo ponosni, da smo dosegli toliko, kot smo dosegli. Marsikateri narod se še danes bori za svojo samostojnost in za svoj prostor pod soncem. Lepo praznujte, lepo se imejte in pozabite danes na težke teme. Hvala lepa. Osrednja govornica pa je bila Spomenka Hribar. Najprej pohvalila mestno godbo. Prelep okoliš.
in zelo lep pogled na mlade godbenike. Prav razveselili so me. To je bila edina živa godba v moji mladosti in še danes jo nadvse rada poslušam. Še posebej pa pravzaprav udarne pesmi. To ti da neko energijo, pa tudi neko upanje. Na to je prišla Kristinšin tema. In tako se je zgodilo, da v naši pred komaj 20 let ustanovljeni državi praznik dela dobiva vse večji politični pomen. Namreč vse večji simbolni pomen nezavidljivega, še več kar kriznega položaja delavcev. Še bolj kriznega položaja pa seveda tistih, ki dela sploh nimajo. Ali mladine, ki do dela sploh ne pride, kar vidimo vsako leto po končanih šolah. In pravkar smo praznovali 20-letnico plebiscita za samostojnost in neodvisnost. Letos bomo praznovali 20-letnico ustanovitve lastne države. Spominjam se našega takratnega navdušenja, zaupanja in upanja. Ni več ne navdušenja, ne zaupanja in skoraj da ne upanja. In se sprašujem, kaj se je zgodilo z nami, da je to tako. Najti moramo odgovore na ta vprašanja, če se hočemo izkopati iz krize, ki je postala že kar stalna in ji ni videti konca. Zagotovo so vzroki v splošni gospodarski krizi svetovnega obsega, vendar me zdaj le zanimajo naši domači vzroki, da smo, kjer smo in da kar ne moremo najti v sebi upanja na izhod iz nje. Pri kapitalizma pa so se apetiti postoterili, potisočerili. Prišlo je do pravega izbruha lakomnosti, s tem pa tudi težnje po prevari, goljufiji, saj brez tega tudi v našem začetnem kapitalizmu ne bi bilo mogoče nabrati dovolj kapitala. In tako so se začele kršiti vse moralne postavke, omejitve, ki bi lahko zadržale razpad socialnega sistema. Prastara vrednota, ki jo poznajo vse religije in vse civilizacije, in se glasi, ne stori drugemu tistega, kar ne želiš, da tebi stori drugi. Ta je postala nezanimiva, neznana, vsekakor pa v zavesti kapitalistov nje ni. Privatizirali in goljufali so vsi, levi in desni. Moram reči, da meni to zelo težko pada na dušo. Sem bila vendarle na nek način zraven pri ustanavljanju države, zdaj pa nekako ne vidim več pravega veselja in pravega smisla. Težka bo pot navzgor, v blaginjo in zaupanje državljanov v lastno državo. Državo, ki bo varuhinja človekovih pravic in državljanskih svoboščin. Med temi pravicami je tudi pravica do lastnega osebnega dostojanstva. Kako je krateno dostojanstvo ljudem, ne le s tem, da nimajo zaposlitve, ampak s tem, da so na milost in nemilost predani kapitalistom ob njihovi stalni grožnji z odpustom, če ne bodo ubogljivi. To je dodatni vzrok za tako veliko deprimiranost in razočaranje ljudi. Naslednje, kar je treba omeniti, je dejstvo, da se je po osamosvojitvi, tedaj smo svetovni javni zavesti veljali kot suveren narod, pogumen, sposoben samostojnega odločanja in življenja sploh, takoj po mednarodnem priznanju spet pojavila in uveljavila slovenska majhnost, ponižnost pred velikimi. Tako smo pritkani in vse poslušamo. Nihče ne omeni tega, da kredite dajejo tisti, ki so cele ekonomije poprej oželi in da tudi nam grozijo zmanjšano boniteto in dražjimi krediti prav tisti, ki so svetovno finančno krizo pravzaprav sami ustvarili. Na koncu so zapeli še člani moškega zbora Delavsko-kulturnega društva Solidarnost Kamnik. Zdravi nam kot naši bratje, ki po boju krepeni, naše pismi naj donijo, vsem, ki še za kruh trpi. Delu čast naj bo počest najmanj, čas tega novi rudem, častem bratom proletarcem, čas
svobodi žrtvi